Breskvice. Kdo nima rad breskvic? Sploh, če jih naredimo decembra, ne? Takrat prikličemo poletje v svojo kuhno. No, kakorkoli že, breskvice so eno izmed mojih ljubših, finih, domačih peciv. In danes bomo naredili tele lepotice. Poglejte, kako so lepe. Vse te čudovite breskvice. Vse jih poznate, a ne? Vzuni imamo čudovito pecivo, ki je sicer, ko ga spečemo, malce presenetljivo suho, ampak nič bati. Tole se namoči, eni jih namočijo v sladkorni sirup pobarvan, tako namreč te breskvice tudi dobijo to svojo značilno rumenkasto, oranžno, rožnato, rdečo barvo. Mi jih bomo pa namočili kar v pol sladko vino. Pa še nekaj, pripravili bomo kar dva različna nadeva. Tale je s čokolado, pa orehi, pa seveda ostanki piškotov. Tukaj imamo pa marelično marmelado, tako da se lahko sami odločite ali pa naredite pol. Gremo tole naraz. Jam. Tele sočne breskvice so life, če mene vprašate, eno izmed boljših peciv, ki se čist premalkrat pripravi. Začnemo tako, da z jajca in sladkor z vaniljevim sladkorjem stepamo, tako da posvetli. Jajca dodamo v skledo, primešamo sladkor ter vaniljev sladkor. Zdaj pa vzamemo kar ročni mešalnik in tole vse skupaj stepamo toliko časa, da masa posvetli. Ko je takole svetle barve, začnemo postopoma prilivati olje, medtem ko stepamo. Potem, ko je notri olje, bomo na enak način prilili še mleko. Ko imamo tole vse pripravljeno, dodamo še 480 gramov moke, skupaj s celim zavojem pecilnega praška, pa nekje pol žličke soli bomo še dali, da malce ojačamo okus. Eni ful ne radi dajo sol v sladice, ampak vam povem, da je skoraj v vsaki sladici malo soli. Tudi če mislite, da jo ni, ker bo bolj dober. K moki dodamo še pecilni prašek ter sol, vse skupaj presejemo v skledo. Presejemo pa vedno zato, da se nam pecilni prašek, moka in ostale suhe sestavine enakomerno razporedijo in moko tudi malce zrahljamo ter prezračimo. Ko imamo vse skupaj v skledi, pa preprosto še nežno premešamo z lopatko, da dobimo takšno gosto maso za naše breskvice. Kot vidite, je tole testo precej tako malce bolj rahlo, bolj redko. Zdaj damo pa to pokrijemo, damo v hladilnik za pol urce, 1 urco, lahko pa tudi kar čez noč, če imate dovolj časa. To je pomembno, da se bo moka dovolj hidrirala, da se maščoba malce ohladi in vse skupaj bo postalo malce bolj, lažje bomo oblikovali breskvice. Hladilnik. Takole dobre pol urce je tole bilo v hladilniku, jaz sem že kar malo nestrpen. Ohladilo se je dovolj dobro, da bom lahko oblikoval. Približno polovico tele mase, ker jo je kar nekaj, bom dal ven in jo bomo začeli oblikovati, pol pa preostanek gre pa v hladilnik nazaj, da se ne bo preveč segrelo vmes. Razvaljamo si nekaj takšnih svaljkov, toliko, da jih bomo lahko kontrolirali, nato pa narežemo kot nekakšne njoke. Če želite, lahko tehtate, jaz sem delal 10-gramske breskvice, to nam bo pomagalo, da bodo vse čim bolj enakomerne velikosti, ker jih bomo potem sestavili kasneje eno na drugo in je fino, da so skladne. Prestavimo na pekač. Kako so luštne tele polovičke breskvic, tole gre v pečico, segreto na 160, 12 do 15 minut se bo peklo, čisto rahlo, zlato rjavkasto se morajo obarvati, ne preveč. Tele moje breskvice se lepo grejejo pod tole odejco, poglejte jih. Moramo imeti pokrite, zato da ostanejo mehke, kajti zdaj jih bomo izdolbli in naredili prostor za nadev. Če vam pa pokažem samo, kako približno izgleda, čisto rahlo porjavijo, ne pa kaj več. Zdaj pa tole izdolbemo in pripravimo nadev. S pomočjo noža ali žličke takole izdolbemo sredico breskvic. Poglejte, vse tele luštne breskvice pripravljene so, da jih napolnimo. Tule so piškoti, ki smo jih izdolbili, oziroma del breskvic. Jaz bom zdaj dodal 150 gramov orehov. Potem pa nadev, ki ga rad jaz pripravim, je sestavljen še iz stopljene čokolade ter ruma. Ampak
Jaz bom danes malo igriv in bom polovico mase, se pravi polovico piškotov z orehi dal na stran, eno polovico naredil s čokolado in rumom, drugo pa z marelično marmelado. Recept imate napisan za čokoladno verzijo, če pa želite še te drugo, če bo uspela seveda, pa napišite spodaj komentar, pa ga z veseljem pošljem. 150. K piškotom dodamo še mlete orehe, primešamo stopljeno temno čokolado. Jaz sem uporabil sicer 60%, lahko pa date tudi mogoče 40%, če želite bolj blag čokoladen okus nadeva. Ko je čokolada skupaj s piškoti in orehi v skledi, vse skupaj premešamo, nato pa prilijemo še rum. Namesto ruma lahko dodamo tudi več mleka. Maso pa kasneje, po potrebi, redčimo prav z mlekom. No pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. Jaz sem tole marelično marmelado, tole, ki sicer uporabljam tudi za polnjenje krofov ali buhtljev, zmešal z rumom. Pa da vidimo. Jaz mislim, da bo tole ful dober. Ker veliko receptov uporablja ravno samo to kombinacijo piškote in marmelado. Jaz pa mislim, da je fajn, če malo obogatimo, če se že toliko trudimo za takšno količino breskvic. Takole, oba nadeva sta meni osebno všeč, čeprav mogoče imam malce raje čokoladnega. Zdaj pa zberemo, načeloma bi mogli biti bolj kot ne vse kompatibilne z vsemi, dve polovički, ko jih date takole skupaj, da vidite, da približno enako velikost ujamemo breskvice. Vsako polovičko napolnimo z nadevom tako do roba te polovičke in potem, ko jih damo skupaj, se dva nadeva srečata in sprimeta skupaj breskvico. Jaz si bom napolnil pol. Vsako polovičko breskvice napolnimo takole do roba z nadevom. Potem ju stisnemo skupaj. Jaz takole nežno, tale je malce počla, ko sem preveč stisnil, naslednje sem bil pa bolj nežen. Skratka, nežno jih stisnemo skupaj, tako da nastane lepa oblika breskvice, potem pa jih damo na stran. Takole izgleda pa še te drug nadev iz marelične marmelade ter piškotov. Ja, poglejte, koliko je tehlih breskvic. Če bi bili zelo tle, 4 otroci bi vse pojedli, še preden bi jih namočili. Kajti zdaj tele breskvice namočimo v 2 obarvani tekočini, da dobijo tisti značilen izgled breskvice. Za te tekočine bom pa jaz uporabil kar tole polsladko muškat vino. Lahko pa tudi ne delate z vinom in naredite recimo samo z sladkano vodo, s kakšnim čajem, tudi v kakšen sok. Kar pa je pomembno je, da tekočino, v katere breskvice namakate, pobarvate. Ena bo rumena, druga rdeča. Najprej namočimo celo breskvico v rumeno tekočino, potem pa samo kakšno polovičko v rdečo, da bo tisti lep preliv iz rumene na rdeče nastal. Pa se pa od cukru povala, pa žal odstoji še čez noč. Pol sladko vino razdelimo na 2 dela. K rumenemu delu, tistega, ki bomo pobarvali na rumeno, potrebujemo malce več, medtem ko pa rdečega malce manj. Dodamo živilsko barvo ter dobro premešamo. Barve se razlikujejo, zato po potrebi postopoma dodajate in boste videli, koliko jo zares potrebujete. Zdaj pa vsako breskvico v celoti namočimo najprej v rumeno barvo, nato pa še približno polovico ali pa ne čisto celo, še v rdečo. Namočimo pa samo za sekundico ali mogoče 2 in potem jih odstranimo na stran, postavimo takole in počakamo, da se malce upije, preden jih bomo povaljali v sladkorju. Če pa ne želite uporabiti vina, pa predlagam kakšen čaj ali pa sladkorni sirup, ki ga prav tako pobarvate z živilskimi barvili. Ko so breskvice še malce sočne, jih takole povaljamo v sladkorju in to je praktično to. Zdaj bojo mogle pa še odstati nekaj časa. Madonna, zdaj ko jih takole gledam, a ne bi bilo dobro, če bi tole imeli še tako en pecelček, pa en listek, če imate res veliko časa. Mogoče listek z marcipana, pa pecelček iz čokolade, tako malo nabrizgati, pa ohladiti, pa se hecam. No, ali pa tudi ne. Tole zdaj mora odstati, da se vsi ti to vino in nadev, vse skupaj se mora lepo razporediti po celotni breskvici. Jutri bojo najboljše. Tako da dajmo počakati, da vidite. Pa rečete, če ne izgledajo te breskvice res praznično. Polna miza dobrot. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek.